In sicer po našem nekoliko podaljšanem odmoru nadaljujemo z predstavitvijo naslednje naloge na našem delovnem paketu 6. To je naloga klinične obravnave krhkosti. Za predstavitev prosim dr. Gregorja Veninška iz Centra za geriatrično medicino Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Dobrodošli vsi nazaj pri nadaljevanju našega programa. Moja naloga v tem projektu je, da povem nekaj o klinični obravnavi krhkosti, karkoli že to boste videli, da je. V veliki meri bom ponovil ali pa se dotaknil tega, kar je že bilo navedeno. Ta pregled literature sva z docent Gabrovcem v principu napravila skupaj, ampak jaz sem samega sebe zelo gor napisal kot edinega pomembnega, ker to predstavljam, ampak nalogo sva pa le napravila oba dva. Zdaj, krhkost pa obravnavanje krhkosti je, veste kaj je curling? Curling je kegljanje oziroma balinanje z 20-kilogramskimi kamni. No in krhkost nekako in celo naše življenje poteka tako kot en met pri curlingu. Mi se zaletimo, vržemo kroglo, ta počasi drsi, gre po ledu naprej, potem pa so tisti pomagači, ki besno ribajo z metlcami, da naredijo prostor in s tem kroglo usmerjajo, jo skrajšajo, dokot bo šla, podaljšajo, usmerjajo levo, desno. Ta krogla zbije nekoga na poti morda in potem pride do cilja, če si najboljši. No in obravnavanje krhkosti se seveda začne že pri dobri vzgoji atleta, ki bo to kroglo metal. Pri pripravi terena, se pravi pri vseh zunanjih okoliščinah, in to je nekako preventiva, prekoncepcijska, kot smo slišali, ne? Potem postkoncepcijska, no in potem tisto, kar je pa danes pomembno, v koncu, v tretjem življenjskem obdobju se pa šele naslavlja krhkost kot taka. No in o tem bo mogoče malo več govora. No, takole. Zdaj, zakaj umremo, ne? V bistvu pred 30 tisoč leti nas je bilo malo, živeli smo zelo narazen, nekako infrastruktura je bila zelo slaba, nobene komunikacije so bile tudi slabe in umirali smo zaradi nalezljivih bolezni, zaradi škode oziroma zaradi poškodb. No, potem smo se začeli malo bolj organizirati, ne, nihče ni otok, se pravi tudi vse stroke moramo sodelovati med sabo, to prinese sinergije, ki omogoči boljši napredek, v tem primeru človeške vrste, ne. No, ampak, ker smo začeli skupaj tiščati, ne, so se pa začele nalezljive bolezni skakati z enega na drugega, ne samo tiste, ki so jih prinesel nekdo, neke druge živali, manjše od drugot, ampak tudi z enega na drugega. Pa hrana je bila še vedno problem. No, potem, ne, v starem Rimu, pomembno zopet poškodbe v obliki vojn, potem pa srednji vek nekako, kot vidite tlele, ko smo pa ljudje že zelo skupaj začeli živeti, pa nekako smo se že znali prehraniti, pa nekako smo rekli, ne bi se ravno pobijali med sabo, ampak pa smo pa tako skupaj živeli, da so nas začeli ogrožati naši odpadki, se pravi fekalne okužbe, tudi so se pojavile in kuga, najbolj pomembna, je hudo porazirala evropsko populacijo. No in potem smo prišli do danes. Danes imamo vse to popedenano, samo da ne bi bilo vojn. No in zato imamo probleme z mobilnostjo, rakom in boleznimi srca in ožilja, in se pravi srčno-žilne bolezni so zdaj problem. In zakaj zdaj umremo, ne? Tole je bila študija objavljena v New England Journal of Medicine leta 2010, slikca je lepa, kakšno je funkcionalno stanje v zadnjem obdobju pred smrtjo, ne, ali so zelo onemogli ali nič onemogli, ampak tisto, kar bi vas želel upozoriti. Poglejte, 1/3 vseh teh, ki so bili v študijo vključeni, opazovani in so bili umrli, je bil kot osnovni razlog nekako izčrpanost funkcionalnih rezerv oziroma krhkost. Če 1/3 ljudi umre zaradi krhkosti, pa je pa fino, da približno vemo, kaj bi to lahko bilo. Da se pač malo bolj pametno uporabljamo, o tem pogovarjamo. Da nimamo mnenja tistega samo, kaj bi jaz kaj ocenjeval. Jaz pogledam pa vidim. To zna biti narobe. No in kaj so zdaj elementi klinične obravnave krhkosti? Eno je definicija, potem je preprečevanje. Tega se ne bom dotaknil. Potem je seveda prepoznavanje in pa zdravljenje kot take in preprečevanje zapletov. Skratka, fino je, če se rodimo v družini, ki ima nizek holesterol. Živeti moramo zdravo, da se nam holesterol ne bo zvečal, ampak pa ga moramo zmeriti, da bomo vedeli, da je visok, in ko ga zmerimo, moramo obravnavati holesterol kot tak, z ostalimi dejavniki tveganja, in potem obravnavati tudi zapletke iz tega, kap, zamašene žile po glavi, srcu in nogah. In zdaj, kaj je krhkost, ne? Tole je izid krhkosti, ne? In vse tole so golf druge generacije.
Kateri je najbolj ogrožen, da bo zletel z ceste in se takole potolkel? Golf druga generacija, ta ima lepe blatnike, močnejši motor, nove gume oba, ta ima več luči, ta ima zgleda pleh tudi v redu. Kateri je zdaj tisti? Ne moremo vedeti, ne? Ampak če pa vemo, kdo ga vozi, koliko je bil ta avto vzdrževan, koliko kilometrov ima morda narejenih, če napravimo eno testiranje tega avtomobila, bomo pa vedeli, da v bistvu tale je tisti, ki je zelo visoko ogrožen, da bo postal takle. In kaj je zdaj krhkost? O definicijah smo že bili govorili, ampak to je medicinski sindrom, ki je posledica številnih vzrokov in pridružnih dejavnikov. V osnovi gre za neko fizično krhkost, če tudi ta ni edina in ne najbolj pomembna, je pa najbolje opredeljena in o tem največ vemo. In to poveča tveganje za povečanje odvisnosti ali smrt. Ne samo odvisnosti, tudi za obolevanje, za institucionalizacijo, za poslabšanje, večina zdravstvenih obravnav ima slabše rezultate v primeru krhkosti, če ta ni naslovljena. Krhkost si moramo predstavljati kot eno izčrpanje rezerv in mi lahko, veste, ko vam lučka na avtomobilu zasveti, oziroma ko vi tank napolnite, imate noter 45 litrov goriva, veste, da ga bo enkrat zmanjkalo, ampak pa se vam pa lučka pržge, pol gre pa za res, in če se boste z lučko vi odpravili na pot na Švedsko, boste obstali nekje, verjetno kmalu za karavankami. Kar pomeni, da ko imamo izčrpane rezerve, takrat smo krhki in takrat bo vsaka naša pot se zelo dramatično dosti prej končala. Kako je pa za epidemiologijo krhkosti? Krhkost ni izključno oziroma ekskluzivno problem tretjega življenjskega obdobja. Krhki smo ves čas. Tako kot inkontinenca, na primer, ni problem starostnikov. Inkontinenca je problem dojenčkov. Bodite pozorni, vsi dojenci so inkontinentni, samo nekateri starostniki. No, in v starosti med 18 in 34 letom, odvisno od kako smo to začeli gledati, je lahko že 5% populacije krhke. Že v starosti 18 do 34 let, v tem primeru gre za fizično krhkost. In to se zelo poveča, kot vidite, odvisno od orodja, ki se uporablja, nekoliko bom tem povedal več, in v starosti 85 let je lahko dobra tretjina, slaba polovica populacije že krhka. Tako v Kanadi, pri nas zagotovo bolje, ker pri nas ljudi ocenimo, pa vidimo, da so kar v redu. No, in imamo številna orodja za odkrivanje krhkosti, o tem se v delovnem paketu 4 pogovarjajo bolj izdatno kot mi in problem je v temlem, vsa orodja imajo določene napovedne vrednosti, določene parametre ocenjujejo, so bolj ali manj izvedljiva, hitreje ali počasneje se jih da narediti. Skratka, zelo težko, vsakemu je nekdo ljub, posebej v Gröningenu jim je ljub gröningenski kazalnik krhkosti, v Tilburgu tilburški, v Edmontonu pa edmontonska lestvica krhkosti. No in verjetno je pa tako, da so nekatera orodja bila večkrat uporabljena in zato imamo več podatkov iz tega, kakšne napovedne vrednosti lahko imajo, pa kako nam to epidemiološko, kaj to pomeni za posameznika in njegovo prognozo. In to sta dva osnovna modela. To je fenotipska krhkost, CHS, Cardiovascular Health Study, model Fridove in pa kazalnik krhkosti, ki je pa čisto drug koncept. Tle gre za 1, 2, 3, 4. Če imamo 3 parametre, pozitivne, se pravi, da hodimo počasneje kot 0,8, stisnemo manj kot 20 ženska, 30 moški kilogramov z ročnim dinamometrom, če porabimo manj kot 270 kalorij kot ženska, 340 kot moški, dodatne aktivnosti na teden, če smo bili shujšali za približno slabih 5 kilogramov v zadnjih 12 mesecih in če subjektivno opažamo pomanjkanje energije, se pravi, 2 smo predkrhki, 3 smo krhki. Kazalnik krhkosti je pa nekaj drugega. Tle pa mi pogledamo celo sliko, celega posameznika v vseh njegovih, pogledamo čutila, bolezenska stanja, funkcionalno stanje, koliko je ta človek aktiven, tudi zdravila lahko in rečemo od vsega, kar smo lahko ocenjevali, kjer lahko gre narobe, kje vse gre narobe. Dobimo ulomek in to je kazalnik krhkosti. In ta temelji pa na oceni približno 30 do 40 komponent, ki jih pridobimo v celoviti geriatrični oceni. Zakaj se je pa zdaj potrebno obravnavati s krhkostjo in jo prepoznavati? Bolj pomembno je morda celo prepoznavati predkrhkost kot krhkost. To pa zato, ker z časom
prehajamo iz stanj krhkosti, predkrhkosti, nekrhkosti. To je študija, ki je opazovala ljudi do 54 mesecev. Tisto, na kar je vas rad opozoril, kakšni so bili posamezniki na začetku in kakšna so bila pa njihova stanja skozi čas, tranzicija, kako so se v deležu spreminjala. Se pravi, predkrhki in vidimo, strahovita velika priložnost, 10% jih je lahko čez 54 mesecev nekrhkih, torej čvrstih, kot jaz mislim, pa verjetno še kdo drug, da bi moral biti termin, ki je nasproti krhkosti, čvrstost. In na drugi strani vidimo, da tisti, ki so krhki, se jim lahko prognoza izboljša s tem, da postanejo predkrhki. In poglejte, če postanejo predkrhki in potem preživijo še 54 mesecev, bodo zdravi, torej čvrsti. No, ampak šalo na stran, v 20% pa ti posamezniki umrejo in to je problem, ne? In na to lahko vplivamo. Se pravi, katere so pa zdaj intervencije, s katerimi lahko preprečujemo oziroma zmanjšamo krhkost? Bolj podrobno je to opisano v materialu, ki je na voljo, ne, ki je v zborniku, tako da jaz se bom samo na hitro tega dotaknil, zato da ne bom, te študije so lahko nekoliko dolgočasne z podrobnostmi. Celovita geriatrična ocena, nadomeščanje vitamina D, o tem bo še govora tudi sicer, telesna dejavnost in kombinacija s kognitivnim treningom in telesno dejavnost, fizioterapija na domu, pa eventualno kontakti z zdravstvenim osebjem brez intervencije. Kaj je zdaj celovita geriatrična ocena? To je multidimenzionalen, interdimenzionalen diagnostični proces, s katerim ugotavljamo medicinske, funkcionalne, psihološke in socialne značilnosti starega človeka. Skratka, oceniti ga moramo res celovito v njegovem bivanju. Cilj tega pa je, da napravimo en koordiniran, celovit pa koordiniran načrt nadaljne obravnave in spremljanja. Se pravi, vedno se v medicini dosti kar konča, ugotovimo nekaj, dobro, to je zdaj to, pa bo že, ne. No, ampak v bistvu je treba takega posameznika tudi spremljati, ker šele to daje rezultate. Predstavljajte si, kako daleč bi skočil Peter Prevec, če bi mu ves čas nekdo pihal od spodaj gor to po zrak, ne? Nikoli ne bi dol padel. In CGO presmeri težišče od bolezni na kvaliteto, funkcionalno stanje in prognozo. Zelo pomembno. Tudi, ko so povprašali stare ljudi same, samo preživetje ni več ključna prioriteta. Bolj so tile, bolj mehki parametri. No in za izvedbo se morajo uporabljati standardizirana orodja. Res se morajo. No in kaj je celovita geriatrična ocena bolj podrobno? Medicinska, funkcionalna, socialna, psihološka ocena, lista problemov, vse bolezni, natančen pregled zdravil, prehransko stanje, ocena prognoze, 6 mesecev, 5 let, 10-letno preživetje. Z tega načrtujemo pa tudi ukrepe. Psihološka ocena, demenca, delirij, depresija, funkcionalno stanje in ocena zmogljivosti, potem pa domače okolje, socialni viri, komunikacija in transportne možnosti. Finančni viri morda ne, niso vedno determinanta, ki se je ne da spremeniti, kot smo slišali. Dodaja v Sloveniji inštrument dodatka za pomoč in postrežbo, ki je pravica ne iz zdravstvenega zavarovanja, ampak iz pokojninskega sklada. Se pravi, tudi na teh trdih determinantah krhkosti se da kaj narediti. Socialne vire, lahko se tudi tle noter vpletemo. Skratka, to so telemedicina in programi, naprimer, kot jih zdaj verjetno se nadaleč preko računalnika, preko televizije, se pravi, lahko se sporočilo eno smer pošlje, lahko se komunikacija nadaljavo vzpostavi. Verjetno bomo v tem prihodnosti še več slišali, ampak tudi to, kakšne so možnosti za to vrstne aktivnosti, se s celovito geriatrično oceno lahko oceni. No in če opravimo celovito geriatrično oceno, lahko celovito načrtujemo ukrepe. In to je ena izmed študij, ki je naslovila prav tisto zelo preprosto. Dajmo zdrav človeka, tako kot ga je treba, kar najboljše znamo, zraven dajmo pa nasloviti aktivnost, prehrano, razpoloženje, skratka vse parametre Friedovega modela krhkosti. In kaj se je izkazalo? Da, če so posamezniki bili v to študijo vključeni eno leto, bolj kot so sodelovali, praktično boljše rezultate so imeli. Na katerem področju? Krhkost, to so število, rekel sem 3 krhek, 2 predkrhek, manj kot 2 robusten. Praktično iz krhkosti so prišli v predkrhkost, stanje predkrhkosti, vkolikor so sodelovali v tej intervenciji. SPPB, kot eden od parametrov, ki bolj mobilnost ocenjuje, se je pomembno izboljšal. Potem funkcija spodnjih okončin, pomembno se je izboljšala.
funkcionalno stanje se je izboljšalo, no, ampak tle, kdor se razume na statistiko, ve, da tle so še priložnosti za izboljšave. Depresija se je pomembno, breme depresivnega razmišljanja se je pomembno zmanjšalo in kvaliteta življenja se je signifikantno izboljšala. Skratka, če izvedemo celovito geriatrično oceno, če na temelju tega načrtujemo ukrepe, smo lahko učinkoviti. V bolnišnici pa še posebej. 22 randomiziranih študij, 10 000 oseb na oddelku, napram v bolnišnici tako ali tako vse znamo. Ali pa v moji ambulanti vse znamo, recimo, to je isti parameter, ne? No, in če so v bolnišnici primerjali med tistimi, ki dvomijo in med tistimi, ki vse znajo, se je izkazalo tako, da so bili pri tistih, ki dvomijo, če so 20 bolnikov obravnavali, je bil eden ostal še doma in ni bil institucionaliziran. Skratka, zmanjšala se institucionalizacija. Za 6 mesecev po hospitalizaciji je bila ta številka 13. Kakšno finančno in socialno breme se s tem zmanjša? Samo pomislite, koliko stane leto oziroma že mesec dni oskrbe krhkega starega človeka, ki je prisiljen končati v domu. In pa smrt ali pomemben funkcionalni upad po 12 mesecih se je tudi bil pomembno zmanjšal. Skratka, v bolnišničnem okolju zelo robustni podatki, z metaanalize, stvar zelo funkcionira. Kako je pa zdaj z vitaminom D? Ne glejte tega, to je samo zato, da bo izgledalo bolj dramatično. Tale diamant je tisto, kar je kaj vredno. To je skupaj potegnjene študije, ki pravijo, nadomeščanje vitamina D je verjetno oziroma lahko koristno pri zmanjševanju fizične krhkosti, zato ker izboljša sposobnost vzpostavljanja navora. Strength je za nas nekako v slovenščino moč, saj zame, ko govorim slabo angleško, no, ampak mišična moč je, kakšen navor smo kolikokrat v časovni enoti sposobni ponoviti, ta moč, o kateri pa zdaj govorim, pa kakšno maso smo sposobni recimo zadržati. In ta se poveča z optimizacijo saturiranosti z vitaminom D. Bolj, če nam ga je manjkalo, skratka, mi moramo normalizirati saturiranost z vitaminom D in bolj pomembno je to pri starejših od 65 let kot pri mlajših. Kako je pa zdaj s telesno vadbo? Tukaj so 3 študije, eno je sistematični pregled, potem je ena randomizirana študija, kjer so zelo naslovili prehrano, kognitivni trening, telesno aktivnost, zdravila, skratka vse skupaj. In potem še ena študija, kjer so tudi naslovili telesno aktivnost in prehrano in pa v tem je tudi bila ena oblika kognitivnega treninga. In zaključek vseh 3 študij v principu je, da multikomponentna vadba, ki traja vsaj 3 mesece, 3-krat po 1 uro na teden, je de facto učinkovita in zmanjša parametre krhkosti in krhkost kot tako. Vadba, če traja dalj časa, je pa lahko, se pravi, lahko to tisti, ki se ukvarjajo z športom, vedo. Če besno začneš trenirati, moraš seveda imeti osteomuskularni aparat za to primeren, ampak boš hitro dosegel eno višji napredek. Lahko ga pa nekoliko počasneje dosežeš, ne? Pa dokot bo šel, je seveda drugo vprašanje. Vendar, isti cilj se da doseči na hitro ali pa bolj počasi. In pri starejših je ta nekoliko bolj počasi, bolj primerno. Logom, po švedsko je treba za starimi ljudmi začeti počasi, ne? No in če se temu doda kognitivna vadba in pa prehrana ustrezna, so rezultati na dlani. Kaj pa pomeni prehrana? Prehrana, smo že rekli, zelo pomembno je, zadovoljiva količina beljakovin je ključnega pomena. Če rečemo, da vitamin D ni prehrana, da je že to zdravilo. Predvsem je pomembno, da zagotavljamo dovolj beljakovin. Neke stopne rezistenca se ustvari za starostjo in zato rabimo več beljakovin, kot jih potrebujemo sicer. 0,7 grama beljakovin na kilogram telesne mase na dan je tisto, ko moramo zaužiti, da ne zgubljamo tisto, kar imamo. Od tu naprej bomo vzdrževali ali pa celo gradili. Z samo hrano bodo zgradili mišice samo podhranjeni, ostali morajo pa dodatno tudi telovaditi. Tako da prehrana kot izoliran ukrep je učinkovit samo pri hudo podhranjenih. Pri vseh ostalih je treba pa jo vplesti v več aktivnosti. Fizioterapija na domu, randomizirana študija, krhki 75 let, fizioterapija na domu in je bila učinkovita, ne? Zmanjšanje zmožnosti za 17, skoraj 20% ob 7 mesecih, pa za dobrih 10% po 1 letu, zboljšanje pomičnosti
in splošne zmogljivosti, se pravi nekje od 7 pomičnost, pa splošna zmogljivost 15%, no približno zopet ob 7 pa ob 12 mesecih. Skratka, tudi fizioterapija na domu je lahko učinkovita. V študijah, ki sem jih jaz bil v pregledu, je bil vedno nekoliko problem statistike na nekaterih točkah. No in potem še tisto zadnje, česar tlele ne bom posebej predstavljal, učinkovitost obiskov na domu. Da, vkolikor so v kontekstu intervencije, ki ni obisk na domu. Se pravi, obisk na domu per se se pa nažalost ni izkazal kot učinkovit, celo na Švedskem ne. In kaj je zdaj zaključek? Krhkost ni bolezen ali nezmožnost in zato je ne moramo videti, zato jo moramo iskati. In zato moramo uporabiti določene orodja oziroma orožja in zaenkrat, kot kaže, sta fenotipska krhkost in model akumulacije deficitov najbolj validirana. Ko vidimo, da je nekdo krhek, je več kot smiselno, da se opravi celovita geriatrična ocena, ker tle najdemo vse potencialne mehanizme, ki vodijo v krhkost ali poslabšanje, ali pa kje lahko ukrepamo, da bomo pač krivuljo obrnili navzgor ali pa vsaj upočasnili njen odvod, zmanjšali njen odvod in multidimenzionalne intervencije so učinkovite. Hvala. Dr. Veninšek, hvala za tole dinamično predstavitev. A je kakšno vprašanje? Prosim lepo, dr. Voljč. Se opravičujem, da imam zmeri kakšno vprašanje, ampak predavanja so zelo zanimiva in seveda človek potem ima vprašanje. Glejte, dr. Veninšek, vi ste geriater in dokazal ste zdaj, da zelo dobro poznate materijo. Zdaj pa, vi veste, da recimo ljudje, ki so 80 ali 85 plus, so vsi multimorbidni. Skoraj težko bi si predstavljal nekoga, ki je brez te ali one za staro značilne kronične bolezni. Preprosto vprašanje je, ali so oni lahko čvrsti z vsemi temi boleznimi, tako kot ste rekel, ne? Kar pomeni, da so mobilni, neodvisni, mi vemo, da so taki, ampak hkrati so pa tudi vsi bolniki. In drugo vprašanje pa je, ki je s tem povezano, namreč na vašem geriatričnem oddelku, ker nimate ne vem koliko postelj, lahko recimo v skladu z stroko in z strokovnimi smernicami oskrbite toliko in toliko bolnikov, ki jih dobite v obravnavo. In dobro veste vi sami, da jih ogromno ostane zunaj, ki bi ravno tako potrebovali, pa ne pridejo do vas. Zdaj, večina vseh, kar ravno za fizioterapijo velja isto, ne? Pri nas je zmeri težje do fizioterapeuta prideti. Kjerkoli vprašamo, vsi tisti, ki rabijo fizioterapijo, pravijo, sej sploh je treba čakati. Zdaj, recimo z potrebami fizioterapevtskimi čakati, vi ste fizioterapeut, ste vedeli, da to. Ja, no, ampak gre za to, kako bomo, danes se tukaj le pogovarjamo, recimo, razumem jaz na nacionalnem nivoju, kako bomo poskrbeli za vse te ljudi, ki ne pridejo k vam, pa so recimo krhki, pa rabijo to, pa rabijo ono. Kako bomo to naredili, kdo ve, jaz namreč ne vem. Jaz bi se zahvalil za vprašanje. Eno je pravzaprav tema današnjega predavanja, drugo vprašanje ni. Tako da bom si vzel privilegij, da odgovorim na obe vprašanje. Začel bom z drugim. Naprimer, naj mi nekdo pomaga, kako je z dostopnostjo do urologov v Sloveniji? Hvala za vprašanje in priložnost, da spregovorim. Nikakršna ni dostopnost. Urologov je samo 50. Če bi se primerjali številkami povprečja v Evropi, bi jih moglo biti 110, 120. Če bi se primerjali s Hrvati, bi jih moglo biti 70 več. Če bi se primerjali z Belgijo, 110 recimo in tako naprej. In seveda je to jasno, da so bolniki z urološkimi problemi izredno krhki. Jasno je tudi to, da so oni starejši bolniki, ker je pač tako to življenje urejeno, se te probleme začne pojavljati starostjo. In je ta njihova krhkost zaradi samega sistema pomanjkljivosti, s katero ste jo opredelili že samim vprašanjem, pričakovati, da bo še več tovrstnih problemov na tem področju. Kajti s čakanjem se pojavlja en kup nekih sekundarnih problemov, ki izrenjajo ljudi iz kakršnikoli aktivnosti. Njihova kvaliteta je izredno
slaba in njihovo življenje se definitivno zaključuje prezgodaj. To je sam en segment, pa verjetno še kakšno drugo področje. Bistveno vprašanje je pa to, kar je dr. Voljč povedal in kar je povedala prej gospa profesor sam trenutek. Pavličev. Kako naj vse te informacije, pa dost egzaktno strukturirana priporočila v zvezi z zdravstveno oskrbo do krhkega ali pa še prej do svojca, ki asistira tej njegovih krhkosti. Zdaj, jaz nič ne dvomim v pravilno zastavljanje recimo teh egzaktnih nalog in tako naprej, ampak pot do pravih ljudi, to, kar je dr. Voljč povedal, je pa praktično ni. Edini je, ki je to, kar je profesor Pavličeva povedala, pač je družinski zdravnik. Na družinskega zdravnika pa pride, če vzamemo to statistiko 2000 pripadajočih pacientov ali pa več, pride pa okrog 200 takih, recimo, krhkih, če sem jaz pravilno to statistiko, ki ste od nas posredovali, razumel. In če je kakšna druga rešitev, lahko da je v kakšnih prostovoljcih, lahko da je v kakšnem mikrolokalnem okolju, ampak bistveno vprašanje, ki vzporedno s tem zapostaviti, pa stvara, je pa vprašanje kulture odnosov do krhkih ljudi. Ta pa ni dobra. To že jaz čutim kot eden tistih, ki sem se prevesel to življenjsko obdobje na 70 let, ta kultura ni nič naklonjena krhkim, pa tudi nekako pravzaprav se mi zdi, da se žal ne izboljšuje. To že vidim na blagajni, ko v trgovini kupujem, sem blagajničar, kam se mudi, hitro, spokaj, zloži v košaro, odidi in podobno. In seveda to okolje ti povzroča krhkost, da ne govorim o drugih priložnostih. Hvala za priložnost, da sem lahko kaj. Hvala. Če povzamem, to ni problem geriatrije, slaba dostopnost, to je tudi problem urologije. Problema se moramo lotiti po postulatih WHO-ja. Graditi moramo kapacitete, ki so lahko strukturne, lahko so vsebinske, lahko so finančne. Verjetno vse troje. In kot je bilo rečeno, na vsakem nivoju je potrebno kaj zagrabiti, ampak tako kot v primeru urologije, samo s prostovoljstvom se tam ne pride daleč, tako kot na nivoju primarnega zdravstvenega varstva se lahko naredi veliko, pa zopet ne vse, bo treba razumeti, da je verjetno tudi v bolnišničnem oziroma na sekundarnem nivoju, pustimo terciarni nivo. Terciarni nivo je oblika sekundarnega nivoja, neka druga storitev, ampak v osnovi je to še vedno bolnišnična storitev, bo pa tudi potrebno verjetno vzpostaviti določene kapacitete. In potem bo šla pa zgodba tako, kot gre na revmatologiji. Problem putike je takšen, da je tega problema tako veliko, da so ugotovili revmatologi, da to lahko pa zdaj zdravi splošni zdravnik. Ne zato, ker je to enostavna patologija, ker je zdravljenje brez zapletov, ker je vse skupaj ena smešnica, ne, ampak zato, ker je tega preveč za njih. No, in verjetno bo na teh področjih, ki bodo zdaj vzniknila, verjetno potrebno tudi napraviti nabor, s katerim se bo ta določena panoga obravnavala. Kot veste, kardiologija bo čez čas samo še magnetna resonanca, transplantacija, kateterizacija in perkutano vstavljanje zaklopk. Prvo vprašanje je bilo pa, ali je lahko multimorbiden star človek robusten oziroma čvrst. Lahko. To je bilo predstavljeno tudi v predstavitvi profesor Gracijana. Krhkost in multimorbidnost se stikata in ne enačita. To je bilo predstavljeno tudi na moji predstavitvi, kjer je iz epidemioloških podatkov razvidno, da v Kanadi je že res 43% 85-letnikov krhkih, vendar je 57%, seveda med njimi so tudi multimorbidni, ker multimorbidnost je pa bolj prevalentna kot 40%, čvrsti. Upam, da sem odgovoril na obe vprašanji.